A že oglašuješ preko Google? S Primožem bova danes pokazala, kako postaviti kampanjo za prikazno oglaševanje. Dober dan, dobrodošla, dobrodošel v novi oddaji Point Out Weekly. Danes je na sporedu že 65. oddaja in s Primožem bova govorila o tem, o Google AdWordsih in sicer kako postaviti kampanjo za prikazno oglaševanje. Ta oddaja je nadaljevanje prejšnje oddaje oziroma 59. oddaje, ko sva s Primožem govorila o razlikah med Google AdWords, iskalnim, prikaznim in video oglaševanjem. Tako da, če si nisi pogledal še te oddaje, hitro skoči na pointout.si/weekly59, potem pa nazaj v to oddajo in to oddajo lahko poleg YouTubea, Facebooka in tako naprej spremljaš tudi v obliki podcasta, čeprav danes bolj priporočava, da jo gledaš v video obliki, zaradi tega, ker bova pokazala kar nekaj primerov, kako kampanjo preko prikaznega oglaševanja postaviti na Google. Tako da, če jo poslušaš v podcast obliki, na iTunesih, na Soundcloudu, bi celo priporočala, da si jo ogledaš v video obliki. Tako da, zdaj pa najbolj, da greva kar v oddajo in za začetek sva pripravila kaj, Primož? Za začetek sva pripravila en kratek pregled, kako sploh nastaviti neke začetne korake pri postavitvi prikaznega oglaševanja na Google in ena izmed oziroma ta prva stvar, preden se sploh lotimo oglaševanja, je targetiranje in določitev ciljnih skupin. Kjer je pa v bistvu tako, da moramo vedeti, koga targetiramo, kdo so naši ciljni kupci in kaj oni delajo. In tako, to bova čisto na kratko pokrila to točko, tako da tle imamo več načinov, kako lahko v bistvu prijemo do teh podatkov. En izmed najbolj enostavnih, seveda, če že imate obstoječe stranke oziroma obstoječe kupce, je, da se kar njih povpraša, en kratki vprašalnik o njihovih, ne vem, mogoče demografskih lastnostih, izobrazba, starost, na ta način, kakšni so njihovi interesi, kaj jih zanima in na takšen način lahko prijemo do zelo relevantnih in uporabnih podatkov. Če seveda tega ne morete narediti ali še nimate teh strank, predlagamo eno kratko raziskavo obnašanja vaših potencialnih strank. To lahko naredite preko Google Trenda, recimo kot eno zelo zanimivo orodje, ker opišete ključno besedo in vidite, kako se določeno zanimanje za to ključno besedo giblje. Potem je še eno tako zelo uporabno orodje Google Keyword Tool, kjer v bistvu lahko tudi vnesete vašo spletno stran in vam bo Google predlagal, katere ključne besede bi najbolj zanimive za oglaševanje. Tako da to so ene take zelo zanimivi prijemi. Mogoče je še en za social media, kjer lahko v bistvu spremljate, kaj vaši ciljni kupci oziroma potencialni kupci delajo, ki je recimo eno tako orodje Mentions. In v bistvu to je to tako na kratko. Tako je, to, kar je Primož zdaj razložil, ta zadnja zadeva je bare minimum, ki jo je treba narediti. Se pravi, to je osnova, ki jo mora prav vsak narediti. Če delate dodatno raziskavo med vašimi potencialnimi kupci ali pa že med vašimi obstoječimi kupci, je pa še nadgradnja vsega tega, ker to vam bo pomagalo še boljše razumeti, na kakšen način vaši potrošniki ali pa potencialni potrošniki razmišljajo. Ker vedno je tako, digital nam pove eno, pa nam ustvari sliko na podlagi podatkov, se pravi, ker jih agregirajo skupaj, medtem ko iz prve roke lahko z vidika potencialnih potrošnikov vaših kupcev dobite še bolj tako širšo sliko, da razumete, kaj vam te podatki sporočajo. In to je vsekakor so zelo uporabne informacije. Okay? Kaj potem sledi? Ko vemo, ko imamo izbran cilj, ko vemo, katera je ciljna skupina, mogoče iz vidika ciljev bi še to povedal, moramo se tudi odločiti, kakšen bo naš cilj z vidika oglaševanja. Bomo delali nek brand awareness, se pravi zavedanja blagovne znamke, da gradimo na pozicioniranju te blagovne znamke, ali bo, naprimer, če povem čisto diametralno nasprotno, ali bo to neka konverzija. Se pravi, da bomo želeli s tem oglaševanjem
specifično nekaj doseči iz tega vidika, da nekdo kupi naš izdelek. In potem, ko imamo te zadeve določene, kaj sledi? No, potem pa v bistvu lahko začnemo kreirati kampanjo na Google AdWordsih za displej. Zdaj, tle imamo veliko različnih možnosti targetiranja, ki jih Google ponuja. Tako da to je recimo ta lep del digitalnega marketinga, da res lahko pač gremo v neke take detajle, ki si jih pri drugačni načini oglaševanja ne moremo privoščiti. In recimo tle nam Google AdWords ponuja več različnih možnosti. Lahko targetiramo recimo ključne besede, ki so omenjene na spletnih straneh, kjer želimo oglaševati. Zdaj recimo en primer, hočemo oglaševati motorje, prodajamo motorje in je itak smiselno, da se naši oglasi prikazujejo na spletnih straneh, kjer so motorji ali pa nakup motorja ena izmed ključnih besed na spletni strani. Tako da recimo, to je en izmed teh. Če gremo naprej, so interesi. Interesi v smislu, kaj naše ciljne kupce, ciljno skupino zanima. To pomeni, ne vem, bančništvo, mobilno plačevanje, avtomobili, avtomobilizem in tako naprej. Tle je zelo pomembno poudariti, da nam Google ponuja več različnih možnosti v teh interesih in da je potrebno vedeti razliko med affinity audience in in-market audience, ker nam v bistvu Google obe dve zadevi ponudi in je pomembno, da seveda kot oglaševalci vemo to razliko. Affinity audience je v smislu, ko gradimo prepoznavnost blagovne znamke, ko je naš cilj reach, ker je v bistvu malo bolj širok pojem oziroma so not nastavljeni interesi na širši nivo. Ko pa govorimo o in-market audiencu, pa kot Google sam pravi, so v bistvu ljudje oziroma skupina in-market audienca bližje nakupu oziroma nekemu cilju, ki ga mi hočemo doseči. Tako da, če gradimo samo brand awareness, gremo za affinity, če hočemo neko konverzijo, ali je to e-mail naslov, ali je to lead, ali je to nakup, pa gremo na in-market audience. Če potem nadaljujeva, ena izbira so tudi tako imenovane teme, topiki. Zdaj bi eno razliko tukaj naredil, če so predvsem po interesih, kot je zdaj Primož razložil, če se tam predvsem targetira na to, kaj ljudje raziskujejo, se pravi, kaj Google ve o ljudeh, kaj so njihovi interesi, so topiki se določijo v povezavi s tem, na kakšnih spletnih straneh se uporabnik nahaja. Se pravi, če se uporabnik nahaja na neki izobraževalni strani, potem in če imamo mi neko temo iz področja oglaševanja oziroma oglašujemo, naprimer smo faks in želimo oglaševati naš program na faksu, je za nas interesantno, da oglašujemo na tistih spletnih straneh, ki se dotikajo področja izobraževanja, ker je večja verjetnost, da bo ravno to zanimalo našega uporabnika, ki je ravno takrat na strani. Tako da to je ta razlika med interesi in topiki, temami v Google Display Networku. Res je, če še dodamo še eno možnost, ki so v bistvu pozicioniranost oziroma placementi, tle pa lahko v bistvu kar zberemo, ne vem, spletno stran, na kateri mi želimo oglaševati. Seveda, če je vključena v Google Display Network. Recimo v Sloveniji je to RTV Slo, ima en del, ki je recimo vključen v tale Display Network in lahko v bistvu kar izberemo oziroma odločimo, da bomo pa samo tam oglaševali. Tako je. Potem naslednja oblika, ki jo vsi poznamo, je tudi remarketing. Se pravi, Google nam omogoča, da na podlagi skupin, ki so naprimer obiskale našo spletno stran, ali je bila to naša spletna stran v osnovi, ali pa neka podstran, ali so se pa celo v košarici nahajali. Vkolikor inštaliramo Google Pixel, lahko ves ta remarketing potem delamo. In tukaj je zelo potem tudi pomembno, da te zadeve vse skupaj trackamo v povezavi z Google Analyticsom. Tako da, se pravi, remarketing glede na Pixel, lahko pa tudi remarketing glede na e-mail naslove, se pravi, e-mail naslove ljudi, ki so jih pustili na naši spletni strani. Seveda moramo imeti vse lepo poštiman v povezavi z GDPR-jem, ker če ne, teh e-mailov ne smemo uporabiti, ampak tukaj bi tudi poudaril, to so samo tisti e-maili, ki se neposredno povezujejo z Googlom, se pravi, to so Gmail uporabniki. Nekdo, ki je pustil Gmail, spletni naslov na naši spletni strani, potem lahko te Gmail naslove importiramo, se pravi, vnesemo, uvozimo na
v Google Display Network in potem oglase prikazujemo samo tem osebam. Res je. Potem bi še v bistvu en način targetiranja dodal, ki se velikrat pozabi, ker so v bistvu demografske značilnosti. Kar je za nas tako res osnovno od vsega, ampak se velikrat pač zgodi, da vse ostalo porihtamo, pozabimo pa na demografske značilnosti. Ki je recimo pač primer, ne vem, če mi targetiramo oziroma je naša ciljna skupina od 20 do 40 let, mi pa oglašujemo tudi tistim, ki so nad 65, je to ustran vržen denar. Tako. Cool. Zdaj pa najbolj, ker so šla čez to, čez vse te oblike, da greva še bolj detaljno v samo kreiranje oglasa, se pravi, ko enkrat izberemo, koga bomo targetirali na podlagi enega od teh parametrov, potem sledi kreiranje posameznega oglasa. In kakšne možnosti imamo tukaj, Primož? Ja, v bistvu Google nam v tej display kampanji ponudi recimo 2 oziroma 3 različne možnosti, kaj lahko v bistvu za oglasom in naredimo. Nekaj čist osnova, ki tudi vsi verjetno poznate, so neke statične slike, bannerčki, ki se pojavljajo na spletnih straneh, ali so tako ob strani, ali so zgoraj, ali so med tekstom. V glavnem, to seveda vsaka spletna stran določi, kje bo te pozicioniranosti imela, Google pa v bistvu samo postavlja te oglase. Tako da recimo to je ena taka statična oblika oglaševanja, ki ponavadi ima neko sliko, nek tekst, pa nek call to action oziroma neki, da v bistvu mi kliknemo gor, neki trigger. Potem ta druga verzija, ki je v bistvu tudi neke vrste slika, je animacija, ki v bistvu naredi neko interakcijo, malo bolj več življenja da v to, ki se v bistvu dela v HTML5. Potem pa še imamo recimo ta tretjo obliko, ki so v bistvu responsive oziroma odzivni oglasi, kjer pa v bistvu mi dodamo elemente Google in pol v bistvu on na podlagi tega, koliko velik prostor je na določeni spletni strani na voljo, tako tudi v bistvu priredi oglas. Tako da recimo responsive ad oziroma odzivni oglas vsebuje tako sliko kot tekst in v bistvu naredi neko kombinacijo obojega, ali pa tudi eno ali pa drugo, tako da so v bistvu različne možnosti. Zna se zgoditi, da bo prikazan samo tekst, zna se zgoditi, da bo samo slika, zna se zgoditi, da bo pa oboje v bistvu prikazano, tako da Google bolj sam prilagaja te pozicioniranosti. Jaz bi še to dodal v primeru, da uvozimo slike oziroma HTML5 oglase. V tem primeru moramo mi že naprej vedeti, kakšne bodo dimenzije teh oglasov. Se pravi, to se potem glede, to je tudi eden izmed teh zadev, ki jih moramo vnaprej razčistiti in vedeti, ok, oglaševali bomo za dimenzijo 600 x 160 pikslov ali pa 600 x 300 pikslov. In podobne, ali 300 x 250 pikslov. In ko imamo te oblike oziroma velikosti oglasov izbrane, seveda to damo potem v roke našemu oblikovalcu, dizajnerju, ki potem naredi ali neke statične oglase ali pa neke HTML5 oglase. In seveda neki te dinamični oglasi v obliki HTML5 oglasov ponavadi je veliko večji CTR, se pravi delež uporabnikov, ki potem klikne na ta oglas, enostavno zaradi tega, ker se nekaj dodatno dogaja na strani, nekaj lahko dodatno pritegne pozornost. Je pa sigurno pač s tem malce več dela. Ok, zdaj pa za konec mislim, da moramo pokriti še, ko vse to postavimo, ko kampanjo postavimo, sledi še optimizacija in nadgrajevanje kampanje. Tako je. V bistvu optimizacija je res neka živa stvar, tako da to ne smemo pozabiti. Optimizacija kampanj se mora dogajati skozi. Je odvisno sicer, v kateri fazi same kampanje se nahajamo, recimo na začetku, ko kampanjo postavimo, tudi Google rabi malo več časa, da zadevo optimizira, da začne razumeti, katerim ljudem prikazovati, kjer bojo kliknili tako naprej. Teda tle mogoče imamo malo večji interval, na kakšne časovno obdobje mi optimiziramo. In bolj se kampanja izboljšuje, v bistvu kako vidimo rezultate, tako tudi mi sami optimiziramo. Če z rezultati nismo zadovoljni, jih začnemo optimizirati. Tako da tle mogoče predlagamo nek interval, da začnemo, ko postavimo, ne vem, se na 3 dni kontrolira, pol naslednjo na teden dni in tako po tednu kontroliramo, pol vidimo, če se nam rezultati slabšajo, začnemo optimizirati in spet na 3 dni kontroliramo. Je pa zelo dobro izpostaviti, da pa za vsako kampanjo se
prej ali slej dogodi neka zasičenost trga, ki v bistvu moramo videti, tako da nekako tako po krivulji gre. Ne? Tako da, ko prijemo do tistega vrha, ko je pač naša kampanja že obstoječa zasičena, moramo začeti bolj pogosto optimizacijo, zamenjati slike, barve, tekste recimo na banerčkih in tako naprej. Ne? Kar pomeni, da se lahko to obdobje zelo zmanjša in je potrebno na dnevni ravni to optimizirati. Potem je pa še ena pomembna zadeva, zakaj je tudi ta optimizacija zelo važna, in sicer tekom, ko mi zaženemo kampanjo, se nam začnejo tudi pojavljati oziroma opazimo, katere zadeve nam ne delujejo. In je zelo pomembno, če targetiramo iz vidika tem ali pa interesov, da začnemo tiste interese ali teme ali karkoli drugega, odvisno to, pod katerim parametrom oglašujemo, da začnemo to izključevati. Se pravi, tekom kampanje tudi opazimo, kaj nam ne funkcionira, in ful je pomembno, da to izključimo iz kampanje potem, zaradi tega, ker to nam bo avtomatsko izboljšalo rezultate. Če nam nekaj ne deluje, pa to izključimo, bodo generalni parametri kampanje šli gor. In najpomembnejša zadeva, ki jo je potrebno spremljati, je CTR. Koliko je CTR, se pravi delež uporabnikov, ki je kliknil na oglas, izražen v procentih. In zelo ena zanimiva zadeva je, če se ta CTR poveča samo za 0,1% navzgor, se naš CPC zmanjša, zniža, CPC je cena na klik, se zniža lahko za celka 20%. In je v bistvu ful dobro, če temu posvečamo pozornost, če stremimo k temu, da CTR konstantno izboljšujemo. Ponavadi se pa v Google Display Networku te CTR-ji gibljajo nekje med 0,1 do 0,3%, se pravi, so zelo nizki. Zakaj? Zato, ker gre za nek oglaševanje preko banerjev, kjer je manjša verjetnost, da nekdo klikne. Če to primerjamo z iskalnim marketingom, so konverzije, tudi zato, ker so ljudje bolj v nakupnem procesu že dlje, so konverzije veliko večje kot preko Google Display Networka. Tako da to so neke zadeve, ki jih moramo pričakovati. Je pa res, da v primeru remarketinga so pa CTR-ji, zaradi tega, ker je nekdo že bil na naši strani ali je pa z nami že seznanjen, v osnovi večji. Se pravi, CTR-ji so večji v primeru remarketinga. Res je. Tle bi še mogoče dodal, da tudi CTR, seveda kot en izmed najbolj pomembnih dejavnikov, ki jih pač moramo spremljati, je tudi pomembna konverzija, če seveda je naš cilj konverzija, jih moramo spremljati. In recimo en zanimiv podatek je, da je conversion rate oziroma delež konverzij na Google Display kampanjah okrog 0,9%. Tako da tudi ni velik, in pač moramo spremljati, kje tle se mi zdaj nahajamo. Ker če so nam pomembne konverzije, potem moramo tudi za to optimizirati in stalno spremljati, seveda. Potem pri tej optimizaciji je tudi pomembno optimiziranje z vidika naprav. Se pravi, kaj tekom oglaševanja ugotovimo, kako se ljudje odzivajo na različnih napravah, ali je to desktop računalnik, ali je tablica, ali je mobilni telefon. Sicer pa v osnovi, ker se vedno več ljudi pomika v first mobile konzumiranje stvari oziroma uporabo, to pomeni, da se delež ljudi, ki primarno video oglase preko mobitelov povečuje. In že v osnovi, če tega ne naredimo že v prvem koraku, se pravi, je potem potrebno to optimizirati, pa videti, pa makar ločiti kampanje, ampak v osnovi pa tudi mi priporočamo, da te kampanje ločimo že na začetku. Ravno zaradi tega, ker uporabniki se obnašajo drugače na teh platformah in povečuje se delež mobila, tako da je mobile vedno bolj pomemben pri celotni zadevi. Ja, tle bi še mogoče dodal samo eno zadevo. AB testing, ne? Ja, res je, kako si vedel? Bravo. V glavnem, AB testing je zelo pomemben del optimizacije. To pomeni, da v bistvu imamo en oglas, en bannerček, pa mu sam spremenimo tekst, ali mu sam spremenimo CTA, ali mu pa sam spremenimo barvo. V glavnem, zmeri testiramo vsaj 2 verziji, in vidimo, kjera se nam boljše obnaša. In po nekem času, 3 dni, 1 teden, ugasnemo tistega, kar ne dela. In spet naredimo 3. verzijo. In v bistvu cel cel delamo ta AB testing, ker v bistvu s tem sami sebe izpopolnjujemo in spoznavamo svojo ciljno skupino, kaj bolj deluje.
Tako. In mislim, da sva s tem prišla tudi do konca te oddaje. Se pravi, s tem sva vse pokrila. Če imate pa še kakšno specifično vprašanje, ga bova pa zelo vesela, ker midva sva zdajle šla čez vse korake, zadeve na splošno pokrila. Verjetno imaš pa tudi ti kakšno tako specifično vprašanje ali pa problem, na katerega si naletel preko Google Network Display oglaševanja. Tako da, če imaš kakšno tako vprašanje, ga zapiši v komentar in bomo nam z veseljem odgovorili. To je bilo to za danes in se vidimo naslednjič. Čau! Čau! Why be